Spoštovani, lepo pozdravljeni na slovesnosti ob Svetovnem dnevu otrok in 30. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah. Še posebej lepo med nami pozdravljamo otroke, ki jim je namenjen današnji dan. Besedi vabim Arjo Elo, Izabelo, Tinkaro in Popala. To so UNICEF junior ambasadorji. Predstavili nam bodo svoje poglede na uresničevanje otrokovih pravic in nam spregovorili tudi o težavah in izzivih, ki jih vidijo pri tem. Izvolite. Dragi otroci, spoštovani gospod predsednik in dragi gostje, dobrodošli na rojstnodnevnem praznovanju. Kot veste, je UNICEF-ov svetovni dan otrok, ki je hkrati tudi rojstni dan konvencije o otrokovih pravicah. Ta najpomembnejši dokument za otroke je bil sprejet pred 30 leti. Danes pa je priložnost, da se poveselimo o dosežkih, spregovorimo o sedanjosti in pokukamo v prihodnost. Svetovnega dneva otrok ne praznujemo le otroci to v Sloveniji, ampak tudi naši vrstniki povsod po svetu. To je vesel dogodek z resnim sporočilom. Mnogi med vami ste odraščali v svetu, ki še ni poznal konvencije o otrokovih pravicah. Spremljali ste nastajanje tega pomembnega dokumenta. Lahko ste opazovali napredek, pa tudi izzive. Pomagali ste tudi ustvarjati svet, kot ga poznamo danes. Pomagali ste, da so se življenja otrok izboljšala. Zato je to rojstnodnevno praznovanje namenjeno tudi vam. Hvala vsem zagovornikom otrokovih pravic. Hvala v imenu otrok sveta. Tinkara, danes se veselimo napredka, ki je bil dosežen za otroke. Kako ga občutiš ti? Jaz obiskujem srednjo šolo in glede na podatke raziskav imajo samo 4 od 10 srednješolcev šolo dejansko radi. Ne glede na to pa dosegamo šolarji dobre rezultate, si med seboj pomagamo in smo lahko zadovoljni pri mednarodnih primerjavah dosežkov učencev. V primerjavi s tujino imamo v osnovnih šolah na voljo veliko več dodatnih izbirnih vsebin. To vidim kot ogromno prednost, saj je za zdrav otrokov razvoj zelo pomembno preživeti aktivno prost čas. Jaz sem se na primer več let ukvarjala s plezanjem. To, da sem imela aktivnost, ki me je sprostila in veselila, me je pomenilo ogromno. Hvala, Tinkara. Popal, ti imaš prav posebno zgodbo in zagotovo lahko izpostaviš kakšen dosežek, ki ti veliko pomeni. Dober dan, jaz sem Popal, prihajam iz Afganistana. V Sloveniji sem prišel sam, pravica do šole ni samoumevna, to dobro vem. Če zbolim, lahko dobim brezplačno zdravstveno pomoč, tudi to ni samoumevno. Vesel sem, da so tudi drugi otroci v Sloveniji zadovoljni s svojim zdravjem in življenjem, kot kažejo raziskave. Popal, tvoj glas in pogum štejeta. Arja, kaj pa se tebi zdi pomembno, ko govorimo o dosežkih za otroke v Sloveniji? Jaz bi izpostavila 2 dosežka. Pred nekaj leti je bila v Ustavo Republike Slovenije dodana pravica do pitne vode. Veliko govorimo o podnebnih spremembah, čistem okolju ter čisti vodi. Zato je ta pravica zelo pomembna za otroke danes in v prihodnosti. Pomembno se mi zdi tudi, da je pri nas prepovedano telesno kaznovanje otrok. Kaj pa je po tvojem mnenju nujno potrebno, da lahko ustvarimo svet prijaznejši do otrok, Arja? Meni se zdi zelo pomembno, da sodelujemo, da se pogovarjamo spoštljivo in konstruktivno, da skupaj sprejemamo odločitve in da smo za njih odgovorni. To je tisto, kar prinaša napredek. Odrasli imate moč in odgovornost, da skupaj z nami ustvarjate svet, kjer se bo vsak otrok počutil dobro. Konvencija o otrokovih pravicah je izboljšala življenje mnogih otrok. Žal pa nekateri ostajajo pozabljeni. Zato smo se danes otroci združili s posebnim namenom. Z različnimi aktivnostmi v Sloveniji in po svetu sporočamo, v kakšnem svetu si želimo odraščati in opozarjamo na to, da si vsi otroci še vedno nimamo enakih možnosti. Opozarjamo, da otroke po vsem svetu še vedno najbolj ogrožajo dolgotrajni konflikti in podnebne spremembe. Opozarjamo, da se vse več otrok
tudi v razvitem svetu sooča z občutki žalosti, obupa, trpi za posledicami stresa in novic in težavami v duševnem zdravju. In ne nazadnje opozarjamo na posledice življenja v družbi, ki je prenasičena z informacijami in kjer je vse več lažnih novic. Danes, tukaj in sedaj si želimo, da je naš glas slišan in upoštevan. Danes, jutri, vsak dan in vse dni v letu nas slišite? Nas zares slišite? Popal, kaj pa ti misliš, da bi morali izboljšati? Kje bi se morali bolj potruditi? Zdi se mi slabo je, da je sorožni govor včasih že kar nekaj normalnega. To vodi v sovraštvo. Rojen sem v Afganistanu. Si zato zaslužim sovraštvo? Ne. Sovraštvu lahko rečemo ne. Popal, hvala. Diskriminacija je zagotovo nekaj, kar potrebuje pozornost in odziv vseh odraslih. In kot je prej omenila Arja, moramo za rešitev tega problema več sodelovati. Tinkara, kateri izziv še ne sme ostati spregledan? Meni se zdi zelo pomembno duševno zdravje nas otrok. V mojem razredu na gimnaziji nas je 25. Če upoštevamo podatke raziskav, je vsaj 5 od 10 mojih sošolcev in sošolk v zadnjem letu resno razmišljalo o samomoru. Vsak tretji v našem razredu je v tem času vsaj 2 tedna doživljal občutke žalosti in brezupa. Krepitev duševnega zdravja otrok in mladostnikov ni naš oseben problem. Ni problem naših družin, ni problem zdravstva in ni problem šole, socialnih družb in strokovnjakov. Je problem celotne skupnosti, problem celotne družbe. Skupaj se moramo lotiti tega izziva. Poiskati moramo inovativen načine, kako izboljšamo duševno življenje nas otrok, pa tudi odraslih. Prvi korak na tej poti pa je ta, da o duševnem zdravju spregovorimo na glas. Hvala. Zdravje otrok in duševno zdravje je zelo pomemben del zdravja, zato ga ne smemo spregledati ali zanemariti. Arja, kaj bi ti želela sporočiti? Jaz bi želela sporočiti skrb za naše okolje. Skrb za okolje in podnebne spremembe bi morala postati prioriteta naše države in vseh nas. Zakaj? Verjetno veste, da se Slovenija segreva skoraj 2-krat hitreje od svetovnega povprečja. Zavedati se moramo, da je podnebna kriza realnost in da uničuje našo prihodnost. Vročinski valovi, suše, poplave in neurja, vročinski valovi in suše, poplave in neurja so realnost in otroci ter odrasli morajo bežati pred njimi. Podnebna kriza zahteva, da delujemo na terenu in ne med komentarji spletnih novic. Zahteva premislek o podnebni pravičnosti, razmislek o tem, da podnebne spremembe slabšajo življenje nas otrok, ki smo že sedaj na slabšem. Otroke in družine silijo v beg. Otrokom onemogočajo, da bi uresničili svoje sanje. Revni postajajo še bolj revni. Nihče med vami verjetno ne želi doživeti trenutka, ko bo prišlo do množičnih migracij iz Slovenije v druge države zaradi podnebnih sprememb. In nihče si tega najbrž ne želi za svoje otroke, vnuke in pravnuke. Moč je v vaših rokah. Uporabite jo. Hvala. Danes praznujemo napredek. Mislim, da smo lahko veseli in ponosni, da živimo v okolju, ki nam omogoča, da razvijamo svoje talente in sanje. Prav je, da ima vsak otrok možnost in priložnost živeti v svetu, kjer je uresničena vsaka otrokova pravica. Pa naj bo to pravica do igre, varnosti, izobraževanja, življenja brez diskriminacije ali do najboljšega možnega življenja v skupnosti, ne glede na to, kdo smo, odkot prihajamo in kdo so naši starši. Vsi otroci si želimo, da bi bil naš glas slišan in tudi upoštevan. Ne samo danes, ampak prav vse dni v letu. Naj vam še povem, da smo otroci v Sloveniji danes počeli zelo zanimive stvari. Z Lego kockami smo gradili svet, v katerem si želimo odraščati. Naše ideje se boste lahko videli zelo kmalu. Hvala, ker ste nam danes prisluhnili. Naj bo tako vsak dan, vse leto.
ambasadori, otroci, visoki gostje, gospe in gospodje. Tisti, ki ste pogosteje tukaj v veliki dvorani, v kristalni dvorani predsedniške palače, veste, da so otroci skoraj moji najbolj pogosti gostje. Tako imam danes prosto srce, ko vas znova nagovorim ob 30. obletnici, ob slovesu, ob veselju, ki ga čutimo ob obletnici sprejetja konvencije o otrokovih pravicah. Rezultati 30 let kasneje dokazujejo, da je mogoče spreminjati svet in da ga je mogoče spreminjati na bolje. Ne za vse, ne v enaki meri, vendar dokazano je, da človek lahko vpliva nase, na druge ljudi in na okolje in da je zato tudi odgovoren. Na svet nismo prišli ne po svoji krivdi, ne po svoji zaslugi. Na svet nismo prinesli nič in ko bomo šli iz tega sveta, nič tudi s seboj ne bomo odnesli. Otroci, vi ste ranljiva skupina prebivalstva. Mi, ki imamo več moči, politične, gospodarske, smo odgovorni za to, da imate enake ali skoraj enake možnosti za vaš razvoj. Imate talente, imate sposobnosti, eden take, drugi drugačne, ampak vsi ste na nek način naši otroci. In če želimo še naprej spreminjati svet na bolje, je naša najpomembnejša, najbolj plemenito poslanstvo, poleg tega, da zagotavljamo mir, to, da vam omogočimo vsaj približno enake možnosti za vaš razvoj. In ker je bilo danes omenjeno, da si zlasti v zadnjem času, otroci še zlasti, in to zelo odmevno, prizadevate, da bi tisti, ki ta hip odločamo o vaši prihodnosti, razumeli potrebo po varovanju okolja in po odzivu na klimatske spremembe, naj izkoristim današnji dan za obvestilo, da kot predsednik republike, potem, ko sem tukaj v tej palači dvakrat zaporedoma gostil posvet o klimatskih spremembah, razmišljam o ustanovitvi stalnega odbora za podnebno politiko v Sloveniji. To bi bilo prvič, da bi pri predsedniku republike nastal nek stalni posvetovalni organ, ki bi poskušal vplivati na politiko države na nekem področju. Zdi se mi, da smo se znašli v novih okoliščinah, mi vsi, starši in otroci, ko je postalo popolnoma jasno, da smo, kot je bilo že večkrat rečeno, prva generacija, ki ima odgovornost, ki se je zavedala, da mora spreminjati svet, varovati okolje, čuvati to okolje za naše otroke in zadnja, ki lahko to tudi stori. In zdi se mi prav, da prav danes ob 30. obletnici sprejetja konvencije rečem tudi zaradi vaših aktivnosti, ki jih zelo pozdravljamo, da se bom posebej potrudil za obe stvari, ki sem jih omenjal. Da imamo v tej državi, v tej družbi vsi približno enake možnosti, da nihče ne zaostaja, ker je vsak od vas v tej družbi enako zaželen in moramo zanj enako dobro poskrbeti. In drugič, da storimo vse, kar je v naši moči v teh izjemnih okoliščinah na globalni ravni, da vam ohranimo okolje in svet tak, da bodo lahko tudi vaši otroci ta svet uživali v enaki meri, kot smo ga mi in kot ga še vedno lahko vi. S temi besedami zavedane naše skupne odgovornosti, da skrbimo za naše otroke, da jim damo vse razpoložljive možnosti, da po svoje razvijajo svoje talente, da nihče med njimi ni diskriminiran, ni zanemarjen, da je vsakdo od njih sprejet, da poskušamo zgraditi vključujočo družbo in hkrati zagotoviti trajnostni razvoj, ki nam edini omogoča, da bodo lahko tudi njihovi otroci z sanjami gledali v prihodnost, vam kličem srečno.